idealno. Ful sem vesel, ker ta motor, ki smo ga pol zamenjali, ta je Gen 2, res nima več težav, tako da tudi pola čist nič ne popije. Res dobro. Evo, Shelby ugret, poj pa še Jan preletu, zdaj pa šibamo naprej na en tak dobrodelen car event. Dobar dan. Sorry, malo zamujamo. Ni panike. Kaj zdaj? Hudo. Aha, ta gre preč. Okej. Smo pa danes prileteli v Škofjo Loko, mene je moj zelo dober prijatelj Boštjan povabil, kad danes tudi organizira tale dobrodelen meet ali race taxi event oziroma rally show event, sploh ne vem, kako bi rekel, da naj malo naberemo avte, da naj pripeljemo, da pridemo kot car community sem v Škofjo Loko, pa malo podpremo tale zbiranje sredstev za Matica. Tako da evo, jaz sem ob tej priložnosti svojega Shelbyja dal z garaže, imamo pa še kar precej enih avtov tlele, pa pojmo jih kar pogledati. Evo, Shelbyja itak že poznate. Pomaš klele tegale Chevyja, tole je v bistvu zelena Camaro, res brutalna zadeva, pa meni je ful všeč v tejle mat črni barvi, lej te kanarde, pa v zadnji Wingstar. To je meni tako, takoj bi ga dodal v kolekcijo poleg Mustanga, pomaš pa klele še Strela McQueen Corvetto, tole mi tudi zelo všeč. Klele imaš par stvari, ki jih navidiš vsak dan, formule, tale je v bistvu zelo zanimiva, klele imaš motor noter od Cliota, cirka 200 konj pa 490 kg, tako da tole res oranj leti. M3, GTR, Ferrari 458 Italija, pa imaš pa klele malo japonskega oddelka, 370Z, tega tudi že poznate z mojih vlogov, Impreza, pa tale res lep Lancer. Všeč mi je, ker to je v bistvu registriran avto, zgleda kar rally avto, tako res z okusom narejen, zavesce, feldne in tako naprej. Evo, pa še za vse ljubitelje Lamborghinija oziroma super športnih avtov imamo pa tlele Huracana. Tle imaš pa poj ta del, kad danes tudi furajo na dogodku. Tlele imamo dva drift avtomobila, tlele pa še ta hude rally specialke. Tole voz danes prosenc, tole Logar, pa tisti, ki poznate, veste, da so to proper rally vozniki, je pa res lepo, evo, takole videti. Tudi avte so za Matica polimali, res na nivoju zadeva. Danes smo jo vsi, ki so se kadarkoli hoteli peljati z rally dirkalcem pa z rally voznikom priložnost. Ne vem sicer koliko stane, mislim, da je okrog 200 € ena runda, ampak moramo vedeti, da to itak po moje tudi stroškov ne pokrije, ker teli dirkalniki res oranj stanejo, da to laupa. Avti se res vrtijo, racing fuel se noter tanka, pa šoferji jih res vozijo na hard, tako ka se zagre. Pogledamo še tale avto malo od bližje, se ne vem, kva pa vam sploh pokazal, ker se nas poznam toliko na tele. Trenutno tale Logarjev dirkalnik laufa, tale je pa v bistvu klele malo bolj za backup. Evo, lej takole noter imaš pleksi, šipe. Marija, ko je to hudo. Leko ima to hudo hlajene za bremze zrihtan, pa valjda vse z karbona. Prej je bila še odprta hauba, je klele res en tak konkreten intake, seveda vse karbonsk noter. Pa imaš pa klele gor še srečolov, tamle se zbira za Matica, klele imaš tudi za jest pa za pit. Klele imaš pa vse podatke za vse tiste, ki bi radi tudi Maticu pomagali. Tole vam bom posnel, pa si lahko screenshot naredite ali pa tale SMS pošljete. Boštjan je zelo z nam ta glaven šofer današnjega dneva. Boštjan, povej, koliko rund že izvozil, pa kakšni so občutki? Živo klapa, zvozil sem, mislim, da je 15 rund. Občutki so fenomenalni, zato ker pač, ja,
je dogodek zaenkrat poteka, kot sem si zamislil. Kar ne veliko, mislim, nadpričakovano ljudi obiska, ja, tako da vreme je ta prav, asfalt ne drži preveč, ja, to moramo povedati. Koliko ste pa gum že danes zamenjali? Res smo, en komplet smo že zamenjali. Dobro, ne bom rekel, da smo lih nove dali gor, ampak ja, ne slabe. Pa bomo verjetno še enega. Kako pa dirkalnik dela, vse špila? Dirkalnik vse špila, Boštjan Mečken Boštjan je malo zatajil zdaj v zadnji rundi, tako da sem malo blatnik poškodoval, ampak nič hudega. No. Moram reči, da kar se tiče nas gledalcev, noro zgleda tam z ograjo. Ja, res je dober. Super, evo. Ful dober, ja nič. Bomo danes še ponovili, sigurno 10-krat, najmanj. Gas naprej, srečno, pa upam, da čim več za Matica Hvala, danes naberemo. tako, hvala. A je ta prava? Jaz znam vse. Ja, saj to je vse. Ja, kao kečap. Ja, kar to. Res ima na žudu zatiš. O, tu pa tekvo zdaj. Za kva pa spot ugriznil? Zato, da nisem sam to baš videl. Evo, to je življenje, dirkalc, pa hodok. Nič ne čaka. Tole lupute odpremo. Evo, dogodek se počasi zaključuje. Shelbyja peljemo nazaj v garažo oziroma v man cave. Mater sem zapledel tale pas. Zdaj pa da vidimo, če ok od kolt starta. Evo, Shelby nazaj doma, takle lep sončen zahod imamo in mislim, da se za konc videa spodob, da še malo slišimo tole V8 simfonijo, ki je bila zdajle, bom rekel, skrita čez celo zimo. Leško dojga malo. Noter, ki ga slišiš, je fajn, ampak vzad je pa prav tako violent, stari. Ja, sam mečken še ga daj nazaj. Satan, res. Evo, Shelby parkiran nazaj v garaž. Zdaj pa skočimo k današnjemu sponzorju tega videa, ki je pa Car Vertical. Car Vertical je platforma, kjer vpišeš ti svojo VIN številko in oni ti preverijo, če je imel avto kaj kilometre nazaj vrtene, če je bil mogoče v kakšni nesreči vključen. Skratka, vse, kar bi človek rad vedel, ko kupuje nov avto. Jaz že kar nekaj časa uporabljam Car Vertical in ga priporočam tudi vam. S kodom ROK20 pa prejmete kar 20% popusta na nakup Car Vertical poročila.
priporočila. Zdaj pa verjetno se že vsi sprašujete, kaj je tole za mano. To je v bistvu moj čist nov Fordov Neon Sign tlele v Man Cave-u, pa dajmo zdaj kar pogledati, kako smo ga zmontirali. Zmontirali smo ga pa lih včeraj, tako da čist nova pridobitev v moji garaži. Ene par tednov nazaj mi je en kolega zrihtal tako svetlen znak od Forda, pa bo to super pasalo v moj Man Cave. Je že prišel, vse kar moramo pa narediti je pa to, ker ni bilo kabla zraven, da vse zvežemo, pa v bistvu naredimo na štikar, pa prišravbamo na steno. Pa dajmo se kar lotiti. Bolih do unga otora, ne, pa. Gledam, še, da bo mi dva najprej tole gor. A šel ti kaj nižje, jaz moram biti skoraj ne prišel. Ne, jaz bi šel čisto do tega na gor. Tok da, a veš to, če kdo sedi tle, da... Ja, se to, da se ne buta toka, ne. Čak, sam gledam, a mora biti kaj obrnjeno, ne, ker jaz bo čemo obrnjeno. Jaz mislim, da čisto vsem kako je. Ne, sam lukne imajo, ali? Ja, pa jih tam zatakneš, po moje. Ja. Vse ima tele not, ne. Se zatiče. Ja, to je to, ja. Maš? Ja. Gledam, sem prav tudi sam nekaj sredino, da ima ga kar gora. Da je sam tega časa odpor. Če bi tole zdaj tale dolžina šla skozi, sva pa veš kako zmagala. Malo pomanifestiraj. Marija, Faberšk. Včasih se tudi kaj izide, ka ponavadi tak lik zmanjka 10 centi na koncu. Ja, točno to. Top, res dober. Ajde, da vidimo. Tega klikan. Evo ga. Gori. Nekaj dela. Yes! Ko utripajo neonke na kamere. To je še ganc od novega v foliji. Ja. Moram prav frlica vprašati, koliko je staro tole. Tole mora biti. A veš, koliko saj to je, kdaj je bilo to novo, v bistvu? Ja. Friški. Dobar. Sam da vidimo, kako gre to na... Aha, vidim, klele na tele pride čez, ja. Klele ga nasmiva lom. Ja. Ker vse poka, to je čist čuden. To je vreda. To, ko vas zmontirala, Ne diraj. Ne diraj, ne dotikaj se, da nam kaj poča, ker je to stara plastika. Sploh zdaj, ki jo fajn še ni onka pregrila, to, ki je už počel sam razpadla. To ne diraj, tlela še eno kletko čez ne. Ja, ker eno vitrino čez. Nice. Gleda, kot je. Dobar. Sem pa dobil še eno takole res ogromno zastavo, pa ne vem še kvam z dno naredil, ker je pač, da bi jo stropa dol obesil, vidiš, je previsoka. Čak ti pokažem klele v zadnji. A vidiš le, koliko je te zastave. Hotel sem jo najprej tle stropa dol obesiti, ampak je prevelika. Tlele mi tudi ni takole najbolj všeč, zato kaj pa zgleda res, ker je na una zavesa, da greš pod tuš. Evo ga. Pa je fertik, tole sem si res že ful cajta želel, da bi imel en tak neon sign tukaj v mojemu Man Cave-u noter. Kaj pa vem, tako ful paše v en tak vintage look, čeprav jaz nimam neki vintage avtomobilov noter pa to, ampak glede na to, da je to ena taka baraka, se mi zdi, da take zadeve res pašejo noter in seveda pač moramo imeti Fordov znaka, ne. Do tega znaka sem pa prišel tako, da me je en kolega klical, ker sem imel prej Ford servis in je najdel te čist nove neon znake še doma zapakirane v foliji, no se ste videli prej, ker smo narazen vlačili in sem rekel, valjda takoj, prosim, enega mi zrihti. Takole počasi gradimo tale Man Cave, je pa res, da meni tudi tukaj zdaj že placa zmanjkuje. Imam v planu tudi že novo večjo garažo, ampak pač ne gre vse naenkrat. Zaenkrat imamo tole, pač da imam en avto not pa par motorjev, ampak meni je res dobro, no. Ker imam končno plac zase pa za svoje igrače in jaz komaj čakam, da v poletje, da v konc tegale mraza, da bomo tlele z bojzi malo pohengali, kaj spil, kakšno rekel, malo avte gledali pa takle. To je pa to, kar se tiče tegale vikenda, mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!